podpišem s krvjo, da v razredu 20 do 35 tisoč evrov ni nobenega kitajskega električnega avtomobila, ki bi se bolj pelil kot ta Toyota. Evo me, Ciril, jaz sem s tabo. V glavnem sem tukaj, da veste, Jure je dan že 7-krat rekel, da imamo zajeban mesec, pa sem rekel, da je to dober mesec, če imamo veliko stvari zapeljati. Ne, zato, da peljemo je želušno. To, da peljemo je želušno, sem pač zgodaj, kasno učke zaperamo, pa zgodaj jih odperamo. Ne? Ja. Pa meni se je že 3-krat ta mesec zgodilo, da ko sem se zjutraj vstal, so bili čevlji še topli. A se tebi kdaj zgodi v hotelu, da se zbudiš, pa da ne veš, kje si? Ja, se mi zgodi, ja. Veš, da je strop čuden, pa da so stene narobe postavljene. Sem to zadnjič poštr zagrabil, tako kot da sem na fronti, ne? To se je meni zdaj zgodilo, ko sem bil v Lizboni, pa se tako zbudim, pa sem tako hotel na WC, tako, kje the fuck sem, veš? Nora. Da ni šel na hodnik spustiti. Prijatelju roko dati. Nora. Ja, Mrzke se ti je zgodilo v Lizboni. Še prvi si se hotel na avionu ukrcati. Ja. Jerry, v Lizboni, čakaj, kje ste se videli? V Lizboni. Čakaj, zdaj ste oba na Portugalskem. Ja, isti cajt. Mi sva z istim avionom domov. Ja, sem 2 ure razlike. Mislim, 2 ure vožnje razlike po razdalji. Aha, okej. Pridemo pol do tega, kje sta bila, kva sta vozila ali kako že. Jaz nimam danes nobenega plana za podcast, nimam takšnih izjemnih stvari, vse stvari, ki smo peljali, smo dali na naša družbena omrežja, tako da mogoče skoraj vse pozivam, da če vas kaj Fairbads smatra, kaj delamo, kako smo aktivni, da pejte malo na naš Instagram, pa malo na TikTok, pa na YouTube kaj pogledati, pa kam še, Facebook tudi, ne? To so vsa šterja. To so bili samo šterje, vsi šterje. Vsi šterje, ja. Min grede, Jerry, ti kaj gruntaš, ko bo pol naslednja stvar, kam bomo kaj stvari. Veš, jaz sem že zanj gruntal, če bi tudi kaj na Twitter kdaj dal, pa tako. Mislim, nimamo profila, ampak veš, Twitter se ful uveljavlja kot eno omrežje komuniciranja kot tako. Kaj pa ti misliš? Meni se zdi, da glede Twitterja oziroma X, pa še zmeraj vsi Twitter račemo. Ja. Ne vem, dejte komentirati, pa povejte, če ga kdo od vas uporablja, ker meni se zdi, jaz ga 3-krat na let mora biti gor, pa še to samo zaradi glasbenih lestvic. Jaz sem vsak dan gor, jaz sem gor, da spremljam šport, Formula 1, pa basket, pa me pa kdaj sila razmer odnese, tudi kje pri politiki pogledam, ampak mislim, zagotovo je Twitter eno od omrežij, pardon, X, ki bodo, so kar na dobri špuri zdaj, da tudi se bolj začnejo uveljavljati video stvari, pa tako. Imamo občutek, ampak itak bo po moje 100 stvari prišlo, ki jih niti ne pričakujemo. Tudi vsi smo že bili besni na Instagramu, pa Facebooku, pa YouTubeu, pa TikToka še ni bilo, pa vemo, kako je danes pomemben. Tako da vprašanje, kaj še pride, pa kdo se bo uveljavil, pa od kje, pa tako. Moraš iti s tokom. Ja. Kaj pa ti, Jure, kaj? Mislim, jaz X-a nisem nič odprl zadnji mesec, ker je bilo mogoče boš, ja. Obračunavanje za oblast. Pa čim si iz strežnikov je že fajn pogrezanci smrdelo. Postan metan, tako dale. Na X-u se zgubljajo in dobivajo volitve, avtomobile se pa tam ne prodaja. No, jaz pa mislim, da mogoče bomo pogledali to smer, bomo videli, ker ne vem, zakaj pa ne. Če tam najdemo še koga, ki mu bo všeč, kar delamo. Je pa v naši ekipi Ciril digitalni guru, tako da jaz mu verjamem, če bo. Digitalni sem, guru pa nisem. Ja, mislim, jaz očitno nisem, če si niti maila ne moram znati zrihtati. Kaj je bilo to, ste se zabavala sebe? Jo, ne govor, pač to je neka ta domenca, ali kaj, pač, a veš, mislim, jaz nisem digitalno nepismen, ampak tukaj, pač jaz berem ta navodila in sem tako počutim se kaj 70-letni dedi, ki je prvič laptop odprl. Počas, Jerry, počas. Ti nisi imel mail umestnika, tako da od tvoji digitalni nepismenosti ne bi zdaj razpravljal. Ne? Ti si se vsakič logiral na internet, da si maile pogledal. Ne rabiš zdaj disati domence. Ne? Jaz sem res digitalno nepismen, pa sem si tu na ta računalnik naštimal iz maila, ki mi je poslal seba točno v 2 minutah. Ja, ampak je na Apple vse drugače, veš. Ja. A imate že omikronovo optiko? Ta je bila pa direktno stari vprašan. Človek, ki je do 1 leta nazaj govoril, da ne more videa spraviti iz las na internete, da pridejo do Ljubljane, do Cirila, da lahko naredi pol s tem. Tako da prosim napad. Ja, si videl antenco od A1, kakšno sem jaz na vrhu? A1 so zrihtali. A1 je prišel ljudje s takimi napravami, je rekel Jure, tjale bomo pogledali in od takrat naprej
Ja, 6 pasovnica, digitalna, brez vinjete. ja se vem. Ja. To pa Špric, tudi jaz špric. rabim. Star Trek bi se lahko šel. Kaj je to sploh pomen model? Star Trek. Ja, ne vem, da bi imel une vesoljske ladice, pa bi se vozil. Ok, bluzim. Ampak res sem Res smo zabluzili. Res sem vesel, Ja, res sem vesel in še kot Jerryja naučimo v letu 2026 uporabljati mail vmesnik. Zdaj razumete, zakaj disa tudi vse velike zaslone, pa to jaz ga čisto razumem. Ja. Pač. Stari. Analogno-digitalni guru iz Mokronoga. Ej, jaz vem, da tebe že jezik srbija. Se bom bajo dal. A bi ti zdaj kaj povedal o tem Twingotu, ki smo ga končno peljali, ali smo na narobnem koncu začeli? Ne, Twingo. Sam povej, kako se pele. No? Sej to je bila edina neznanka, ki sem še iskati na lep otok, ki se mu reče Ibiza. Hvala Bogu, so bili vsi klubi zaprti, ker še ni sezona. Čak, a te lahko samo prekinem. A si iz Ibice v Lizbono? Ne. Iz Ibice sem šel CHR-ju, ja, prosti. Iz Ibice sem šel nazaj na Uršno sela. Ja, ne. Pa pol v Lizbonu. Ja, pardon. Ti si me pa zapustil v Pragi, in sem mogel iti sam v Barcelono. Ti si nas zapustil v Pragi. Ja. Ne, mi smo v Pragi še ostali en dan. Ja, šef mi je posodil sobo, ker sem se jaz mogel že odlogirati iz hotela, ampak smo nazaj iz štirikolesnikov prišli tako lepo mrjaščevsko napudrani. Sem rekel, Ciril, da jaz bi šel še pod tuš, ker če zdam zdaj srajco gor, bo rjov vratnika, veš, zgledaš tako kot un biznismen, ki bi rad bil na građevini v obleki, pa ne gre, ne? Ja, stari, pa so se malo podružila v sobi. Ja, in pa sem pičil na avion, vi ste šli naslednji dan, jaz sem šel pa direkt v Barcelono. V Barceloni sem se srečal z veliko ekspedicijo naših novinarskih kolegov, ker sem se jim tokrat pridružil tudi dolenski mediji, lokalni. A res, kaj? Ja. To sploh vedel nisem. Kdo pa je bil kaj? Dolenski list pa vaš kanal. Samo šta stari, super, top. The best. Smo se tudi malo hangali s fanti. Pa smo pa prišli po podatek, kaj je zdaj s to Twingotovo baterijo, ali je 27,5 kWh res dovolj za Twingot ali ne. To so se SPJ že zjutraj kregala, se zgodi v pisarni. Ampak daj mogoče pol do tega prijema. To se je bila zanimiva debata tudi z inženirji, ker veš, fora je v tem, da pač prenoju gledajo mestni avto, dejansko mestni avto za velemesto, ne. Ker mene je tudi vedno zanimalo, vedno je zanimiv podatek, kako določene avtomobilske znamke si izračunajo, koliko poprečno kilometrino, kakšna je poprečna kilometrina evropskega kupca, ki živi v mestu. Ne? Sam stari, jaz razumem, da ta podatek, vem, kaj boš rekel, ja, poprečen človek, lastnik električnega vozila na dan naredi do 80 km ali pa 65 km. Ko si me grdo zdaj. Pa verjetno še manj. Ne, zato, ker veš kaj, ker jaz to vem, da drži. Sam pač preprosto mislim, da ljudje ne kupijo tega, ker vseeno hočejo imeti neko zalogo mentalnega lagodja v glavi, da to z lahkoto bi lahko naredili že tudi 300, 200 jim ni dosti. Čeprav jaz dobro vem, da jaz z majhno baterijo, če sem sam tle v mestu, pa se vozim kodelje v BTC, pa pol še kar imam po Ljubljani, je to puna kapa. Sej vem, no. Veš, kaj je fora? Lej, ti bom rekel, malo bušmanski primer povedal, ker sem ga jaz zadnjič naredil v Barceloni. Preletel sem pozno po noči, sem vzel taksi in sem šel do hotela, ker sploh ni bil zelo daleč stran od letališča, pa sem plačal 24 evrov. Ampak, ker si malo uničen, malo utrujen, po celem dnevu niti ne razmišljaš, sem imel tudi aplikacijo Uber naloženo, ker bi bil že ta prevoz verjetno cenejši. Zakaj ti to govorim? No, pa zjutraj zgodaj se zbudim, grem dol na recepcijo, sem rekel, kdaj imate pa šatel nazaj za letališče, ker ponovadi te hoteli, ki so blizu velikih letališč, imajo kar šatel organiziran. Pa on pravi, ja, kdaj pa imate let? Pa sem rekel, ja, ob malo čez 1 dopoldne, pa je rekel, ja, mi imamo šatel od 6 do 8 zvečer, pa večina. Pa je rekel, sicer pa zakaj rabite šatel? Sej 1 minuto naprej, 3 minute naprej je postaja podzemne železnice, ki vas pele točno na terminal 1. In sem si jaz tako rekel, ja, valjda vidiš, tu je problem tega, ker pri nas največkrat javni promet ne funkcionira. Ne? In nimamo tacga velemesta. In kaj ti hočem reči? Hočem ti reči pa to, da sem si jaz večer
To je bil pa jumpscare, Do stari. samih prost. špricem. Hashtag deca, veš. Ja, kar ne, Veš, kar po povej. razkožilu, že nekaj moramo narediti. Ja. Kaj je na trosu zdaj? Vodikova bomba oprost. patogenih organizmov je spustila. No, Še na tej strani je računalnik moker. Dobro. yes, I'm sure. Nisi atmosfer, si turbinc, vidiš. Ja, Kaj so ti kar lučke povleli? Sozice so prišle. Ta je bil pa direkt iz sinusova, ne? Ja, vsega sem Je bil izrinkel. tak slinaš šampanček, ne? O, dej, da si že v gaben. V glavnem, no, in zanimivo mi je prej, ko smo govorili o tej dnevni kilometrini. Jaz štekam nekoga, ki živi v Berlinu, Parizu, Marsejlu, Barceloni, Nemit, da ima on mobilnost zelo natančno preračunano. Čeprav vsak izdelovalec avtomobilov malo drugače pove, kakšna je povprečna dnevna kilometrina evropskega kupca. Ampak je bilo pa zanimivo, ker smo se kar veliko o pač zmogljivosti te baterije pogovarjali, ne? Pa ali bo to konkurenčno ali ne. In sem tudi zvečer temu francoskemu inženirju pri večerji razložil. Sem rekel, specifika Slovenije je pa malo drugačna, ne? Sem rekel, kljub temu, da smo mi majhna dežela, pa smo tako rekoč idealni za elektromobilnost, kar se tiče razdalj med velikimi mesti, ne? Moraš pa vseeno razmišljati, da nekdo, ki je v novem mestu doma, ne? Ker če pogledaš ti razdaljo Novo mesto Ljubljana, če greš po Šrek, po diagonali Pariza, po moje smo tam, ne? Moraš pa vedeti, da je pa vmes 60 km avtoceste, ne? Se pravi, nekdo, ki se gre dnevni commuting, ne? Pa si zelo dobro lahko elektromobilno zračuna, bo pa pri avtocestni hitrosti v vašem Twingu že mogel nazaj grede, verjetno malo prcint, ne? Ali bo šlo pa zelo na knap, ne? Pa se boš pelil za kamionom, ne? In rekel, ja, sej razumem, samo veš, tu je pa tudi pol velikost trga, pa sem rekel, jaz na naš trg ne gledam kot na majhen trg, ne? Prvi zato, ker to tudi številke potrjujejo, ker v regiji Slovenija glede na število prebivalcev še vedno proda zelo veliko novih avtomobilov, ne? Marsikatera druga država, naša soseda, če gremo proti jugu, verjetno bi bil njihov trg še bistveno manjši, če ne bi imeli rent-a-car turizma, ne? Ker imajo povpraševanje po rent-a-car avtomobilih bistveno večje. In sem rekel, jaz pa na naš trg gledam kot zelo demanding trg, ne? Zelo zahteven trg, ne? Tudi Slovenci smo znani po tem, da se zelo malo avtomobilov kupi v osnovni izvedbi, ne? Skratka, kar hočem povedati, Twingo je izrazito mestni in primestni avto in tega Renault tudi ne skriva. In vse okrog njegovega pogona je naštimano za to nalogo. In zdaj, če si predstavljate, naša vožnja po Ibizi bila je praktično v idealnih razmerah za vožnjo električnega avtomobila, se pravi, temperatura je bila tam od 18 do 25 stopinj, od jutra do večera, ne. Ceste so zelo zanimive, pa res veliko imajo omejitev tudi izven naselij, pa cel otok je praktično posejan z radarji. Hočem reči, da če se s tem Twingotom peleš po omejitvah, če živiš v mestu, ne, jaz pa kolega Gašpar Boncelj iz dela sva se zvečer nazaj pripeljala na tiskovno konferenco s povprečno porabo 10,8 kWh. To je res formalja. To je res formal. Idealne razmere. Kako bi pa rekel en povprečen dan, tlele en v Kamniku bo štartu, pa se bo pripeljal do Ljubljane? Jaz mislim, da Twingo s tem, kako je narejen, kako je optimizirana baterija, kako je optimizirana predvsem njegova masa, ne? Ker mi moramo vedeti, da tono 200 je z električnim avtom še vedno zelo dober dosežek. Mislim, da lahko mirne duše rečemo za... Kaj, 13? Ne, 12,5. Okay. Ker tudi naslednji dan, ko smo se midva čez en prelaz, sem si jaz malo v hrib prvoščil, tudi moramo videti, kako se avto pele. To se pravi zdravih 200 km. Zdravih 200 km, ampak kar je najpomembnejše, ne, jaz sem zelo čakal, Twingota smo že predstavili in mere. Vse vemo, ja. Vse vemo. Kar je meni zelo pomembno, oziroma me, bom rekel, navdušuje, pa naj mi zdaj reči, zato govoriš, ker si Dolenc, tudi zaradi tega to govorim.
zato ker sem ponosen na svojo tovarno. Veste, kaj so rekli včasih? Vsak avto, ki gre iz Podgorja ven, iz Novega mesta, enemu Podgorcu odreže kos kruha in to je še danes tako. Zato mi ni vseeno za usodo Twingota, ampak kar je bolj pomembno, ne? Zdaj smo vozili kar nekaj takih majhnih električnih avtomobilov, ko hvala Bogu prihajajo za dostopno ceno. Ne? Lej, Twingo je resen avto. Ne? Okay. Kva zdaj to si zdaj, kva definiri resen? Mislim, kjer ta avto pa ni resen? Okay, mogoče je ta 03 je res odskok v bom rekel, kakovosti ambienta, ampak kva zdaj to pomeni resen avto? Lej, Twingo ni avtoček za točko A do B. Twingo ti nekaj da. No, ampak, okay. Twingo ti nekaj da in ni mobilnostna naprava, ne? Ker v tem Twingotu, ko se ti usedeš, se še vedno počutiš tako, kot smo se v takih Renaultih vedno počutili. Avto se pele dobro, avto blaži dobro, avto ni utesnen. Okay. In v resnici, ko se ti v tem avtu peleš tudi na neko relacijsko vožnjo, govorimo, če smo prej rekli, primestje, ne? Yeah. Se ti tudi na magistralki počutiš not v bistvu za volanom, tako kot bi v eni številki večjem avtu sedel. To se pravi, to me je zdaj bolj zanimalo. A je prostor tako, ker ti, ki si videl ta prvega Twingota, ta prva stvar, ki si ga videl, si rekel, aha, ful je lušten, pa si vedel, da je prostorski čudež. To je meni zdaj bolj pomemben. A je ta avto, da ti res da neki ekstra? Tudi ni nobena skrivnost. Ne? V Twingota se usedeš na zadnjo klop, naprimer na mojo višino. Več placa kot petki, ne? Ja, pa občutno več. Tudi zaradi tega, ker ima vzdolžno pomična oba zadnja sedeža, 17 centi in se s tem res pridobi, če rabiš prostor v kabini ali pa prostor v prtljažniku. In smo si tudi čukasto pogledali, kaj je en angleški novinar vprašal, da je on imel v Twingota, pa da njemu se zdi pa ta feature čist brez veze. Tako pol sobe se, 3/4 sobe se tako obrnilo, pa ok. Možno. Ja, dobro, vsak po svoje gleda. No. V glavnem, kar sem hotel reči. Cena še povejno. Pele se avto res dober. To vemo. Pele se šarmanten je, simpatičen je. Zelo. Zelo. Da, zdaj ti že Jerry videl, stari 2 meseca nazaj. Jaz sem ga videl tako oktobra enkrat, ampak jaz sem ga danes videl tudi zjutraj, ko sem se sem pelal. Ja, ko se verjetno izvajajo in testne vožnje in preizkusi in kaj se dela. Veš, kaj mi je všeč? Ta barven nabor. Ko so v bistvu samo 4 farbe, ko so rdeča, zelena, rumena, pa črno so dali za tiste, Kva črn bo tudi, tega pa nisem še videl. Ja, mislim, danes, ko sem videl kamion, večina je bila zelenih, kar je, mislim, meni se zdi, da je itak najboljša barva za ta avto, ampak črnega ni bilo niti enega. Mislim, zakaj bi na tak lušen mali avtek, mislim, dal kao barvo elegance, ne vem. No. Ja, mi imamo črno pando. Mislim, to je res. Ampak je res, da pandi pa še ta črna, ata ne imamo, stari res. Ampak, a si vedel, da originalni Twingoti, da na začetku, ki je tisti dizajner, ki je pač ta prvi Twingo prišel ven, da je bilo prav naročeno, da ta avto ne pride v kaki taki bolj monotoni barvi. Ja, pač v bistvu so bile isti nabor barv, kakor je za tega Twingota, edino, da je bila modra oziroma kao vijolična. Ja, vem, kje je. Ja. Moja soseda, ena tam računovodkinja, moja ta prva iz Lukovca je imela, oziroma njena mama je imela ta prvega Twingota, ki sem takrat debel gledal, kot da bi en mehen vesolček sem jim pripelil in mislim, da je bil lila barve. Ja. Top. Je pa zanimivo to, ker smo, veš, da moramo malo parcati, ne? Ja, kva? In najprej je bilo itak vprašanje, ali je kakšna šansa, da bo Twingo enkrat Kaj, bencinski? Ne, ja. Kaj za ja, ne? Sem rekel, ja, to je bilo to prvo vprašanje in so rekli kategorično ne, to so nam že v Parizu povedali. Ne, pa da, veš, fora je bilo, ko smo na letališče prišli kar eni start-upi, je bil tak mini salon, ne, in si not videl en tak električen scramblerček z lučmi od Twingota, pa en tak, sploh ne vem, kaj je to, unadila, ki ima jet pogon, ki skočeš na vodo. To so meloni? Ja, to je bilo tako, bom rekel, veš, Twingo je kao full of life, ne, in so zgleda se povezali s start-upi in pa je bil električen bicikl. Ok, štekam. Pa je bila kako se reče to, no, ker jaz sem celinski človek, pa se na to res ne spoznam, ko primeš za ročke, pa greš, pa se delaš, da si podmornica, no. Ja, vem, kjera, ja, ne vem, ko s tem rečem, ampak vem, ko misliš. Je bi tudi v Twingotovi barvi, pa peloček, tako pa.
Ne, pa sem jaz inženirja kibicev, dobro, ok, sej je kaj pa RS, ne. In? Rekel, se lahko naredite še lažjega, ne, pa mogoče zadnji zid zdate ven, pa Itak, to. da ga ne nekaj nabrati. In so se začeli, nič niso rekli, so se sam nasmihali, ne, ampak naj se prime Twingo, v glavnem, dobra poraba, dober avto. Čakam, da boš petič rekel, da se dobro pele. Ne, pa se pejte probat, no. Ja, ok. Ja, pa med prvimi ga dobimo v Sloveniji, ne, logično, zato ker je nov mest. Ja. To bilo pa že skoraj čudno, če ga ne. Tako da aprila, ko se tale naši dolenčki, ki sem jih jaz tam predstavil, storil, ne, Štef, pa Francel, pa Ja. Jože, ki se vrnejo iz Ibice, se pravi, bo Revoz na polno začel delati in mislim, da Slovenija pa Francija prve dobijo avtomobile. Ja, v redu, no. Še nekaj sem ti hotel povedati. Ja, sem Da se prepričan. dobro pela. Ne. Ja, baterija, termični nadzor, ne. Pa te stari Čakaj. nehi, no. Ne, Dobro to je je ful dosta pomembno. više, stari. Ne, ko smo jih kar maltretirali, ne, zakaj ne, pa se ni dalo malo več, pa to ne. Samej, zakaj zdaj ti meni govoriš, zdaj, da se je dalo malo več, pa zakaj ni? Če so se pred podcastom kregali, ker sem ti rekel, da ima Dolphin Surf, čakaj malo, da ima 300 dosega in da ima 42 kW baterijo, da je sicer 2 ure dražji, pa da ti to ni bilo sploh pomemben. Zakaj zdaj pušaš, da pa Twingo... Ne vem, iz čiste panike. Iz čiste panike, veš, kad si rečeš, Daj mi zdaj povej, ker prej so bili tvoji argumenti kontra dosegu naštimani, zdaj si pa v kontra, zdaj si pa obrnil. Seveda, ne, Ciril, saj tudi osnovni BYD Dolphin ima 2,5 kWh več, sem kot Twingo. Ja, sem vem, 32, Ja. pa 42, ja. In tu se je res za vprašati, ne? Pač uporabniki avtomobilu se moramo vprašati, ali pri mestnemu avtu res rabimo 100 km več v podnu, zato da bomo naredili 50 ali pa 100 km več. A veš, glede na to, da gre za namenski avto. Vse tu je vprašanje legitimno, ki si mora vsak sam odgovoriti. A hočeš imeti... Tukaj je bilo neke negativne konotacije, da je na zmogljivost baterije. Ampak pol dejansko, ko ti se usedeš v avto, pa predvsem, ko sam sebe vprašaš, ne? Twingo noče biti prvi avto v družini, tudi ni temu namenjen, ne? Sej vem. Pa Dolphin tudi ne, pa T-nič 3 tudi ne, a veš. Se noben ne pričakuje od tega avta, da bo prvi. Jaz sam pravim, da... In zato je tudi bilo malo slabe vole pri inženirjih, ki so nas tako gledali, pa kaj bi vi zdaj radi, ne? Mislim, jaz pristopam z neke osnovne filozofije mindseta enega kupca, ki razumem, da bo znal zračunati, da je njemu 200 km dosega dovolj, ampak če pa piše 300 km, pa če je večja baterija, ali pa mogoče 340 ali pa 30, je pa to vsem je faktor, ki ni nepomemben. Ravno tako, ki ni cena nepomembna, ker so se kregala v Kitajcih pa Evropejcih. Seveda, ampak Ciril, tudi mi se moramo vprašati, veliko prahu je naprimer dvignilo, da so tam mali avtomobili omejeni na 130 km/h. To pa meni sploh ni išlo. No, meni tudi ne. Niti malo. A veš, nobeden od teh avtomobilov, ki smo jih vozili, in T-nič 3, in Twingo, in BYD Dolphin, Seveda, ja. ki smo ga vozili na Danskem, že atmosferci, ni avtocestni avto. Ja, se vem. S tem avtom se prepeleš na obvoznico, ta prvi narediš tisto, kar moraš na obvoznici narediti, pa asfalt, Makance. beži dole, čuvaj baterijo, ne? Ja, okay, Ker ni temu avto namenjen. Ja, Ampak obstaja pa še ena alternativa, veste? Kva? Lahko greš pa na dobrauto.si pa pogruntaš, kaj dobiš za manj kot 10 ur. Tukaj sem te čakal. To si bil zdaj smooth operator, da si dober avto. Obstaja celoten svet rabljenih avtov, ki jih pač tudi lahko dobiš. A veš, mislim, tukaj... Zdaj imam pa zate izziv, da boš pa do naslednjič dober avto pogledal. Zdaj pa najti še kakšen dober električen avto mestni za manj kot 10 ur rabljen. Sever pomaga naš najdu. Min grede, to sem pa zanč tudi jaz ene storije gorda na atmosferce, pa se mi zdi verjetno omeniti, ko v podcastu tega nismo rekli. Ne? Atmosferci drugače tudi nekaj malega sodelujemo z dobrim avtom, ampak predvsem podatek, ki je vroč za le tedni, pa se mi zdi, da folk se more mal še, je vredno to informacijo deliti, da so licitacije, kako je še druga beseda? Dražbe. Da so dražbe, zdaj domena tudi, bom rekel, fizičnih kupcev, ker včasih temu ni bilo tako. In dober avto je zagrizel ta jabolk, ki zdaj ne vemo še čisto točno, je kisu, je sladek, je Jonathan Gold, je on, ki ga hočeš že kdaj avgusta dol vzeti, pa še vas zelen, pa čuden.
Tako da bomo videli, kako se bo to išlo, ampak tole dražbe, pa ta sistem. Pa kaj sem ugotovil, da niso dražbe samo na prodajo avtomobilov. Ja, to tudi zdaj gledam. Ja. A imaš Lambota tam le? Ja, evo ga, najem tedenski in se mi zdi v bistvu cena dokaj ugodna. Čeprav Porsche 911 začetna cena za vikend paket je 500 €. To je pa po mojem že kar dobra izkušnja, ki se zapomniš. Če upoštevaš to, za kakšne, veš kaj, tukaj imam pa jaz veliko pravka za avtobrok, so to drugače od avtobrokerjev glasi? Se zdi, da so. Ja. Ne, pa sej v bistvu to nima veze. Mimogrede, svetujem, da greste mogoče malo na dober avto, pa tu bomo mi skomunicirali, ker te dražbe niso kar skos, ne? Ja, sem pa tja pride, kakšna se material nabere, pa tako, in je res zanimivo, bomo spodaj link spustili. Zdaj sta to tako povedala, ker se grejo na pol. Ne, dražbe oni pripravijo potem, ker ti avto pripeleš tam in jih ustrezno pregledajo. Seveda, pregledani avtomobili gredo na dražbo in zato dražba ni vsak dan, zato ker pač morajo pregledati določeno število avtomobilov, jih potrditi po tistih stvareh, da ne kupuješ mačka v žaklju in pa gre avto na dražbo. Dober sistem je. Hvala, Jure. Jernej Damjane svojega A6 prodajo, pa ne vem, je šel van avto ali ne. Ne vem, kaj sem hotel reči. Tole z 500 € 911 za vikend, verjetno neko omejeno število kilometrov pa tako. Ja, a veš, zdaj 500 € je velik, pa lahko tudi ne toliko velik, ker se kdaj zgodi, da kakšna družba to najame, če je kakšen poseben dogodek. Ja. Če se pa 10 juncev najde, pa neki skup da, pa je lahko tudi se pa zgodi kaj lepega. Pa se 400 km stari, to pa ni tako. Kva? To je ful. Ponovadi je bilo manj to. To sploh vedel, nisem pa delam za avtobrokerjem stari. Apropo avtobroker, zdaj sem par dni nazaj s podlogarjem iz njihove zakladnice sva vzela enega najbolj ikoničnih Porsche vseh časov. Ej, ne, medklic, kaj vidno mislite? A je večja ikona v Porsche zgodbi, Porsche recimo kot izvedenka 911 turbo ali recimo GT3? Ker jaz sem drugačen človek za GT3, pa za izvedenke, ki so light pa tako, ampak jaz mislim, da kljub vsemu je kot brand znotraj Porsche, da je turbo jači brand. Jaz bi rekel, da je jači brand turbo, pa tudi turbo, ki si ga vozil, ne, ta je... Bad Boys turbo. Ja, veš? Ja, po mojem je tudi turbo drugače. Ja, no jaz tudi tako mislim. Drugače pa letnik 91 Bad Boys turbo, točno tak je bil v prvem delu z Martinom Lawrenceom pa z Willom Smithom. Sta tekmovala s Cobro proti Škarpi, ne? Ja, pa je šel Cobra, je šla z bokom na noter, ne? Cobra je šla z bokom, ne? Ja, on pa ni imel Hansa gor, ne? Pa še tam ni Will Smith vozil, je tam malo vozil, ne? A je tam malo vozil? Ja. A res? On se je nekaj v kolenu streljal, kaj ni mogel. To sem že pozabil. Ni mogel ročnega menjalnika. Ja, 91-letnik stari. Jo, kako ta avto je. To kar dobro gre, vse. Ta klip moramo dati zraven. Dej, Jerry, tudi ti boš rešil. Seveda si že zapisujem. 360, ko sem posnel en klip s turbotom. Ja, če smo že sem prešaltali, pa da gremo iz dobrega avta, da se stran pomaknemo s podlogarjem. Zakaj to sploh delava? V bistvu smo fotke delali, no? Pa kakšen priložnosten video. Uroša Podlogarja najbrž vsi poznate, kdor ga pa ne, pa mogoče priporočam, da se ga gre pogledati na Instagram. Rada bi nekaj na papir dala in delava čist en tak passion project. Bova poslikala, ne vem, 8 do 10 res zanimivih avtov, ki nekaj pomenijo, večinoma starejših, pa bova probala eno knjigo skupaj spraviti. Just because. Ne koledar, ampak nekaj, kar bi bilo fino v roko zaprijeti, pa so rekla, da bo to neka omejena izdaja in zdaj sva drug avto pofotkala. Plan mava narejen, kaj vse bo naredila. No, tako, to sva delala. Ker me je par ljudi tudi na Instagramu vprašali, kaj se dogaja, bo vlog, ne bo vlog, bo kviki, sem nekaj malega posnel, pa še kakšen reel pa tako. Je pa jemen ta avto, ne. To je stari, imaš kar respekt, ne, ker pol v bistvu se spomniš, kaj je ta pomen turbo luknja je tle sploh izrazita, ne. Pa to je še zadnji pogon, tle še ni bilo 4-kolesnega pogona in pa do 3 se nič ne zgodi, pol pri 3 pa model zadiha, ne, pa že ti malo debel pogledaš. In te nižje prestave ni noben problem, tudi trakcije. Pa greš pa čez eno vink pri 3 stari, pa pol je že krmiljenje malo lažje, pa se spomniš, da je to letnik tako kot Slovenija, 91. Pa se spomniš, da je dražji zdaj, ko je bil prej. Ja, mislim, da ga ima broker za 330, za koga ga ima na avtonetu, pa sem pa kar enkrat za nazaj šel brati v glavi papirje, ki sem jih podpisal, pa vse to. Stari, če bi pa jaz lahko pokazal to njihovo zakladnico, enkrat morata z mano, stari, ko grem jaz še na avto pobrati. Jaz ga njim redno en avto pogledam. To ne priješ do Sape, kjer ga? Ja, Overland Toyota, ki imajo. Ja.
Kjer imajo? Ja, pet pogledat, 88 ur, mislim, da imajo ceno. Ali A res? 83. A ti veš, da imajo oni drugače v garaži? Zdaj smo čisto skrenuli, ampak se vse je dobra Ja, debata. moramo malo na benzin zdaj. Ej, a ti veš, da imajo oni v garaži enega, pa ti nam sploh povedi, ne, to ne bo presenečenje. Enkrat imamo neki pripeljali, da bomo šli en krog. No. Ej, tale avtoček Kva switchamo teme, stari. Vrtim po, ADHD. ne, tale avtoček vrtim po, Ja. po prstih, ne, celka AMG, Black. AMG. Ja. A veš, da ima, a veš, koliko je dober ta Sound. atmosferski V8 v tem Ja, vem, avtu? vem. A veš, da imajo v Continentalu, Kva? v Continentalu imajo en ta avto, ki so ga imeli za teste, pa Kva? za driftat. Da ima avto, takrat na zadnje, ko sem ga jaz pelal, je imel 63 ali 68 tisoč kilometrov, ne me držati za besedo, ampak niti en od teh kilometrov ni narejen na normalni cesti, skozi na pisti. A ti me, zakaj pa mi tega ne vemo, stari? Kje pa ni bilo to v nobenemu videu, pa nič? Ne vem, zdaj sem se Pa spomnil. skrivaš pol take Zdaj podatke, se- stari. zdaj sem Moram se jaz iz spomnil. Amerike prenesti. Zdaj Hot sem se Wheels ali spomnil pa je sem jaz prav naštel zgledal in sem tega modela iz Kontija vprašal. Ne. Sem rekel, a veš, mi ta avto vedno ribamo kle na spolski površini, a veš, ko smo se je bilo Ja. tekmovanje v driftu, pa, Ja, pa ja, to. Pa vedno neki pisto, pa res je ubud, pa une gume. Prav, ja, ta je eden najboljših za to delati, ker ta motor je bulletproof. Je rekel, tam ima vse te kilometre, ki jih vidiš na števcu, narejeno na klepr nas na pisti. A veš, kva pa redko kdo ve, da je AMG, ki je prišla ta mašina ven, 6.3, ne? Da je imel v bistvu ene vrste regionalno predstavitev na Grobniku takrat. To je bilo davnega leta 2006. Da sem šel jaz tja takrat kot fotograf z revijo Auto plus Šport in so v bistvu v enem takmu skletko furali. V bistvu je bila samo predstavitev motorja za, v bistvu sploh ne vem za koga, ker ni bila to neka novinarska. No, v glavnem, zanimiv event. Takrat sem jaz prvič srečal ta motor, sploh 20 let nazaj. Madonna cajt leti. Avto je pa ta kladen. Jerry. Že sam zato bi se splačal na YouTube prijeti pogled, folk, kako se Jure to ustnice zatresejo. Če bi ga lahko zdaj napihnu, da bi to prav rato. Ja, kaj zdaj, no, kaj bomo še kaj pojeli? Draže v naš, že za avtočke, kleta glave. Ne? Ja, mislim, to sem ti prej razlagal, bomo videli, če bo noter, ampak za Hot Wheels pa to. Mislim, Jaz čakam, da bojo nam tile palce dol padle pod težo naše avtoceste. Ne? Ej, tu se je ful nabral tega, stari moj, pač kjer zastoj drugače. Ja. Jerry, kjer je tvoj najljubši tlele gor, če pogledaš vse tele zbrane? Veš kaj, bom kar na prvo žogo, ker če nam tukaj pol ure zberu. Ja, se lahko vmes tudi jaz kaj povem. Po moje je tisla, Audi Quattro tamle. A unke je najdražji, si rekel. Ja, če bi bil v itak. škatlici, bi bil 20 € ali 25. Mislim, da, ja, tam okoli. Jaz bi pa Mazda 787B. Dej, Jerry bo futič naredila, da bo folko pokazala. To tudi. Mazda 787B je pa rotacijski motor Mazdin Vankel in ima najjači sound man od dirkalnikov Ja, ever. Tisle RS2, ne, Avant. Ne. Ja. Ok, dosti. Gremo nazaj. Ej, Jerry, dej, ti povej, ti si bil v Šibeniku, ali kaj si hotel za Astro kaj povedati? Ja, ne? mislim, A si šel pelati avto, ko ne vidi, da si je čist isti, kot je bil. ne, v bistvu ena izmed največjih sprememb je to, da je ta faceliftana Opel Astra L dobila kompas, temu rečejo. Tu je, Kakšen kompas? tu je Križec. ja, križec, v bistvu pač Svetlobni maska, križec. ki se pač svetu tamina. Viš, kaj najdo ne spremlja na storjih, ne? Ja. Kaj si te lepo Čakaj, jaz dal ti to. Ja, sveda je dal, ne? Sam jaz ne vem, ne slike sem spomnil. Se vajo gledam, obljubno. To je ena izmed največjih razlik, bila drugače. Spušča, če Jerry, vidiš, spušča Ja. pomembne stvari. Hibrid je dobil mičken večjo baterijo, tako da me zdaj, mislim, je pač bolj varčen, večji domet, karkoli že. Mislim, avto je pač soliden, se mi zdi. Astra v bistvu v samem konceptu ostaja to, kar je bila. Mislim, Tukaj je hudo, da se mi je kar Mike podaril. No. A ti je bila udobno zapeljati? Meni je Astra vedno delovala kot zelo stabilen avto. No? ja, mislim, pač, jaz bom tako rekel, ni mi srce bilo, ampak uprav to nalogo, za katero je pač Astra bila. Itak si želim, da bi bila tudi kakšna malo bolj dedicated športna verzija, ampak Časi so mimo. ja, mislim, ne vem, tako nisem imel kakih ekstra komentarjev, zdi se mi, da oblikovno je od Stellantisa meni ena izmed ljubših.
dam tu ven božje embargo in pač ko ne vem. Zelo soliden avto, kako bi rekel, ampak mi je bilo pa najlepše, ker so v bistvu v Splitu, tam v Marini, so imeli ta dogodek in so tudi vse predhodne Astre pa Kadete pripeljali. In si v bistvu imel vse generacije 90 let Oplovega kompaktnega razreda na enem mestu in tisto je bilo pa res lepo videti. Meni je to najlepši stari, ki se lahko v star avto usedeš. Ja, v bistvu usedel sem se v originalnega Kadeta iz 1937, stari moj. In? Pač, mislim, to je čist nek drug svet, pač si noter in tam je nek lavor ali kva je bil, pač mislim, čist neka druga zadeva, pa nisem vedel, da se da s tem starim avtom kufr sploh ni odprl iz zunanjih Stari, strani. jaz sem dol padel pri dveh stvareh v tvojem videu, ki si ga naredil. Ta prva je, ki si rekel, da se not počutiš kot en gangster. Pač je gangsterski, stari moj. Ta druga stvar pa, ki si rekel, da se do kufra prije samo tako, če zadnje zice položiš. Tako no mislim, a niso o tem razmišljali? Jaz to še danes zdaj delam, če avto preblizu steni parkiram, pa se mi ga da premikati, pa če hočem kaj z kufra vzeti, grem zice premikati, pa pol tam zadnji ven vlečem kaj en butl. Mislim, a ni tako lažje, da samo en avto en meter naprej? Ja, ne vem, jaz pol imam svoje predstave o tem, kaj je lažje. Gre se za princip. Veš, da je imel Opel Admiral leta 1938, ki je bil že Autobahn approved avto, ne? Takrat je Nemčija že kar imela neki Autobahn. Pospešeno gre. Ja. Mu že Scheibenbrisser je vezan na hitrost, se pravi, hitreje, ki še šel. A res, ok? Ja. Tu je vstajal, jaz sem mislil, da je bila Olimpija unota večja, ampak ne, je bil Admiral, ok. Bomo prepeli fotko. Jerry, če je kadet star, če je kompaktna, ne kadet, ampak kompaktni Opli, če so stari že 90 let. Ja, good point. Veš, Opel je ena od, veš, se tu dostkrat pozabimo, ne? Veš, Opel je že leta 2019, ne, to se pravi 7 let nazaj, praznoval 120 let. Stari, kjera predstavitev, ej. Ja, si pozabil, kakšne Ople so. To je pa meni, a veš, da je to meni en najljubših vlogov. Kadet GSI od gospoda kanclerja Helmuta, se spomniš? Od Helmuta Kohla GSI-ja smo vozila. Ker je not po cigaretih smedelo, se zdi, da je šel iz parlamenta, si šel malo Schwarzwald prvoščati, ovinke pa enega je na hitro zdimil, ki je bil malo živčen, da veš, sindikati pa to. Bom prelep od spodi, pa takrat so vozila stari GTA, so vozila originalnega. A veš, kaj vedno pravijo, ne? Never meet your heroes, da kdaj kakšen avto obožuješ celo življenje, ponovadi so to kakšni starejši avti, pa se pa noto sedeš, pa si razočaran, zato ker si toliko upet v to, kaj sodobni avtomobili zmorejo, da se usedeš v neki, ker so se pa midla v Opla GTA usedla. Ker sem jaz pelil tisto avto, meni se je zdel, niti v enem pogledu ni razočaral. Res je bil tako precizen, prefinjen, krasen, lahk športna. Pa tudi z repliko ta prvega Opla sva se pelala takrat, ne? Ja, se res. 2,1 metra dolg. Se res, stari. Patent wagen. Sistem Lutzmann. Se res. Spomniš, kaj mu še unov? Ja, ročke. Ročke. No, stari. To morate pogledati. Danes si paradodaren s temi zvočnimi efekti. Ja. Ampak kaj je v bistvu sploh najbolj cool Opel vseh časov? Dobra. Najbolj cool Opel vseh časov. Čakaj, da nam jaz narobe rekel, že imam nekaj v glavi. Jaz bi rekel, da je Manta. Ok. Mhm. Okay. Mislim, ker jaz sem gruntu, ne vem zakaj, ne vem, ko gremo v specifiko tukaj glede določenih modelov, ampak meni je zmer se v spomin zapisala DTM Astra. A govoriš za uno, ki je bil koncept? A govoriš za tole, ki sem jaz zdaj lepo googlil, za to? Točen. Ja, to je bil koncept na avto. Opel Astra DTM Concept Car, anybody V8 rear wheel drive. Ja. Stari, ta avto je meni tako jak. Pa Ciril je pozabil povedati, da smo midva na tisti prezentaciji takrat tudi, on mislim, da že drugič, jaz pa prvič pelala Lotus Omega, ne? Se res? Ja. Tista predstavitev je bila meni ena jačih. Pa ko so čez svetlobo vse spelali, se spomniš? Ja, dobro. Smo šli skozi luči. Pa Calibro Turbo 4x4. Ja. Calibro je tudi bila kar, tako bom rekel, cool status je imela kar še danes, se mi zdi, kar lepo ohranjeno vidiš tiste poteze. Koliko je bilo lepih kupejev v 90-ih? A vi to veste, stari? Jaz se spomnim, pa Opel še polk je z Bertonejem delu, z Astro pa tako naprej. Ne? Jaz se spomnim, ne vem, kdo je imel v Podgorju pri nas ta prvi rumeno Calibro Turbo 4x4. Jaz se spomnim, sem šel iz šole in tako, veš, s perifernim vidom nekaj vidiš.
Ja. pa se obrneš, kaj je nekaj nenavadnega. Ko sem jaz ta avto prvič videl v živo. Stari moj. Jaz sem kar malo potekel, a veš, ker sem videl, da bo hmal se odpeljal, ker sem hotel Bog videti. Ja, stari ta avto je res bil hud. Pač pogrešam ta segment, ki je včasih bil ful popularen, pa ne samo ti ta športni, veš, ampak tudi oni ta mali kupeji. Kaj pa Tigra, stari? Ja, Tigra, pa Opel originalna Tigra. Puma. Franciska van Almsmika, ko je bila una plavalka, je delala takrat reklamo, ful slavno, ki je nekaj je bilo na cesti, nekaj poplavljena, nekaj je bilo in ona je not zapeljala, ven zapeljala iz te vode in pol je sam supergo dala čez okno, pa je ven zlila vodo, pa šla naprej z Opel Tigro. Pa Ford je imel Pumo, stari. Pa Astra je bila vedno autobahn-approved avto, ne. Jaz se spomnim, jaz sem šel z mojo ženko, ko sva bila fajno sveže zaljubljena, z Opel Astra 1,64 konjov, trula višnja barva, solzica, pa ta prva po kadetu, ne. Ja. Pa črni odbijači najprej v Pariz, z eno novejšo Astro, pa na road trip iz Ljubljane do Gibraltarja. Zdaj kar malo solzice v učkah nabrali zdaj, ja? Ja. Ja, stari. Opel ima kar... Včasih sem kar malo žalosten, ker vidim, kako so ga uskubili pri tem, kaj vse je bil, pa kaj je. Še konc koncev, če se vrneš nazaj v cajt Insignija, ne? Pa njihovega štirikolesnega pogona. Pa vse to, kar je... Ja, tukaj so malo so v eni taki spirali. No, mi z Opli smo se na oba stopničke uvrstili, ne? Kje? Ja, se ne spomniš v Avstriji. Na ledu? Na ledu. Sem bil ta prvi. Ti si bil ta prvi, pol je bil šefe Opla. Ja. A res? Gazvoda. Jaz sem bil pa tretji. A res? Tako da Boru, takrat si se tudi kar pelil. Se res, stari, good times. Jaz nimam špore za naprej. Kaj si hotel reči? Ne, jaz sem samo hotel reči, veš, da bi lahko dejansko samo na eni znamki cel podcast porabili kamot. Ja, jaz mogli bi en kakšnega strokovnjaka. A veš, vse to pa bi bila lahko serija podcastov, ne? Koliko že nekaj časa pripravljamo serijo tehničnih podcastov, ne, Jure? Ja. Zdaj, ko bom na glas rekel, moramo pa to res začeti. Ja, in tudi imamo zdaj ime, bo pod Haubo, ne, se reklo. Ja, z Juretom v bistvu je to Juretova izvorna ideja, ker se mi zdi, da atmosferci te naše podcaste nekako se vsi tisti, ki spremljate, veste, delimo takrat, ko imamo gosta, pa tiste, ki smo sami, pa malo razpravljamo o avtih. In Jure rekel, a ne bi imeli eno serijo podcastov, ki bi bila lahko kar stalna, ki bi bili krajši, ampak bi še lahko s kakšnim strokovnjakom zares globoko ali v eno znamko, ali pa recimo v en sistem, v eno tehnologijo. V nek strojni element. V nek strojni element, da ga nekdo razloži, ko o tem bistveno več ve od nas, pa da gremo res pod Haubo. No, tukaj sem prej hotel v Twingu tudi baterije povedati. Ne bom zdaj povedal, tu bo eden od Hauba podcastov, ki je res zanimiv. Pod Haubo. Pod Haubo, ja. Ja, pod Haubo. Si že z mesard začel, stari. Ja, pod Haubo, no. Ja. Pa veš, kaj je zanimivo, ne? Kadar imamo tak mesec, kaj tak, hvala Bogu se je avtomobilsko leto začelo na polno, in veliko novosti prihaja, in tako si prej Ciril dobro rekel, imamo res veliko dela, ampak take poti so vedno dobrodošle, ker vedno se naučiš tudi kaj novega, pa meni so te večeri z inženirji so mi vedno zelo zanimivi. To je toliko informacij, da je nemogoče vse posneti, napisati, ampak gre za neko izobrazbo, ki jo pač kot predstavnik avtomobilskega žurnalizma ti enostavno mora biti všeč. In tu so res fantje, ki so tukaj noter, ki pol vidiš, ko ti začne razlagati. Zadnjič so se zapričali, ne vem, na Cover Driveu novega ID Crossa z možakarjem, ki je zadnjo prejmo oblikoval. Tu ljudje si ne morete misliti, koliko okrog ene dvokomponentne puše, koliko je to ene znanosti. Ja. In kaj ta človek mora vse razmisliti, kaj gre tu narediti, ali pa okoli oblike pol toge preme. Zakaj je pa ID Crossov malo bolj izrazit log pol toge preme in tako to stvari vpliva. To so res, včasih tako rečeš, včasih mi je res žal, ko bi takrat imel ta mikrofon, bi pritisnil, pa se sliši res neverjetno, kaj zdaj se boš v pol togi premi v pušah pogovarjal. Ampak kaj to vse za sabo potegne in zakaj v bistvu je razvoj avtomobila tako zanimiv? Pa kje so še rezerve? A veš, ko mislimo, sej pač avto zna vsak narediti, ne? Ja, ampak, a veš, jaz sem to vedno rekel, dober avto naredijo podrobnosti, ne?
In da imaš ti pol enega tako dedicated človeka in pa ga še dobiš zraven, ker se greš pelat. Mi dva sva se smejala in rekel, zdaj ga malo bolj zapil čez ležeč policaj, pa grta, veš, ne dolg ležeč, To je plastičen trt. Asfaltna kamelja trava, ne. Veš, kaj naredi. Ja, in je res to zanimivo. Pa tudi tako, nasploh se naučiš veliko novih stvari, ne. Jaz zadnjič smo leteli, je bilo krasno jutro, leteli smo proti Cerihu, ne, in jaz gledam na proču, ne, krilo potepano, sem rekel. To sem tudi objavil. Sem to ni, veš, da to ni navaden cilj. Ja, valjda, da vem, ne, pač pohecal sem se, ne, ampak pol je takoj se mi oglasil en letalski mehanik, ki mi je razložil, pa veš, koliko je ta hudič drag. A ta tejp? A res, ako je? To je tudi za podhalbo, no. Ja. Da ima pol ure govoriti o tehnologiji tejpa, ki ga ti vidiš na krilu, ki misliš, da je nekdo silver tape uno gorilo gor vrgu, pa tako, ne. In če niste gledali podcasta s Frankom, poglejte, ampak jaz si še želim nekaj drugega narediti, ne. Od Franka sin je letalski mehanik v Delti, v Minnesoti. In tako, mi je par stvari razlagal, ne. Tja bi šel enkrat. Tako da Delta, lejte. Vi tudi v Evropo letite, dajmo mi enega Airbusa tam na... Sem pripričan, da gledajo predstavniki Delte tale podcast. Enega Airbusa bi dali na klocne tam, pa Boeinga, pa bi malo vidimo, kako je to narejeno, lightinge, pa... Ne. Ja, veš, da se nam je Petka skoraj z konti traka zapeljala, zdaj vmes vidim. Jaz sem jo bolj na sredino dal. Ona se fura, vidiš. Turbo Petka, ne more biti primer. Spomniš one reklame, ki so kralj turbo modele? Ne. Tu moraš na YouTube pogledati. 9 turbo, 11 turbo. Ja, to je bila reklama legendarna, ki pele kamion šleper, pele avtomobile gor, pa je gredo krast. A res? Zakaj se pa to ne spomnim? Daj, boš ti to najdel, da nam spet jaz ne bo. Ja, pa klej boš dal link. Klej bomo dal link, pa stari jaz te stvari iščem. Ne, jaz ti. In ti boš klej prepel, veš kaj boš klej prepel? Če boš ti najdel, jaz to prepel, stari, ker ti si ful pogumen, ker snemamo podcast. Lej, veš kaj boš klej prepel, ker si bil na tisti delavnici, ne, pa si tudi pozabil, ne? Kva? 40 let Renaultovih turbomotorjev. Ja, veš, da sem jaz turbo 5 kopelo. Ja. Ja, bom dal, ja. Ja, veš, da kdo pa linke išče, ne? To pa bom najdel. Ja. To je bila ena najboljših predstavitev. Ne, to ni bila una predstavitev. Čakaj, na kateri predstavitvi sem midva od Renaulta bila? 100 let znamke, ali kaj je bilo, ker so šla domov, ker sem ti jaz Instagram naredil na letališču. Ja. 100 let. 120 let. 120 let Renaulta, ne? Ker so mogli katro popraviti, ker so imeli napačne podatke, da je bila zadnja narejena leta 91. To si je razlagal, ja. Vem, da sva ta stara Renaulta vozila, pa smo šli pol domov in sva tam na Charles de Gaulle v letališču in jaz tako Jure, dej, no. Ker takrat si bil ti že v komotar minuti skozi, pa jaz sem te na storija dejal in pa sem rekel, ti rabiš Instagram profil. Pa Renaultovi v Stela sva takrat vozila, 39-letnik. Ja, se spomnim, ja. Ker si šel proti Rondoju, pa si tako pelil v velik volan, veš, Jerry, to bi bilo zate, ne? Pa si bremzo pritisnil, pa si bremzo tiščal, pa je šel Rondo čez dalje bližje, avto je pa začel, Počas. Ja. Pojenk je bil tak, če bi ga mogel na rekuperacijo predelati, bi po moje bila moč rekuperacije 5 vatov. Se skrbneč. Je venti. A ma še kaj povedala? Mata videla še kaj na lagarju, no? Kaj jaz nimam, kaj da si. Jaz bi rad spregovoril v avtih. Ja, še ne 2 položnice imamo, no? Pa dajmo. Ja. Povej, Jure. Zdaj sprejel telefon, da nekam greš. Ne, nikamor ne grem. Kaj? Pelil sem še Toyota CHR+. Ja, daj, povej na hitrco. Ja. Itak bo še... Jure, na hitro. Vsem elektroskeptikom, ki so rekli, da... Zdaj smo dva elektroauta smo že... Koliko smo benzinskih vmes dali. Vse to smo razdelali. Ja. Sploh ne vem, kaj to podarimo. Pač pelil sem novo Toyota CHR+. Tako. Lej. Najbolj mi je zanimivo, pa tudi ne bo večno, ne, ker vsi vemo, da bo enkrat konc državnih subvencij, ne, za nakup drugega energenta. Lej, mislim, to ne vemo, ne, to lahko špekuliramo. Enkrat jih bo konc, no, kaj ne vemo. Ja, enkrat, sem to si zdaj rekel... Država misli, da bo kar naslednjih 100 let, pa nismo itak nič naredili. Nisem rekel, da naslednjih 100 let, ti si zdaj to rekel, da bo to aprila 2027, mislim. Ja, sej, Ciril, malo si že star, vidim, da pozabljaš, ne, tudi vmes so se subvencije zmanjšale močno, pa so pol nazaj zrastle, ne, pa tako. No, daj poveš, da tega CHR-ja, no. Lej, res se dobro pele. Ire, super, no, daj kar povej. Ja, definiraj. Ne, sej, CHR je že od prvega naprej, 2016,
2016 Ciril, se CHR, pele odlično. I know. CHR, je bil, CHR pa CHR plus nimata nič skupnega razen imena, tudi platforma je nova. vem, sam hotel sem reči, da CHR, a ti veš, da je bil CHR takrat, prvo je bil Prius, ki se je pelil na ta novi platformi Toyotini TNGA. Je TNGA? Bila takrat. Pa tudi klele, zdaj si podpišem, kako bi rekel, nekdanji podpredsednik Toyota Europe, podpišem s krvjo, jaz tudi podpišem s krvjo, da v razredu od 20 do 35 tisoč evrov ni nobenega kitajskega električnega avtomobila, ki bi se bolj pelil kot ta Toyota. Sam To si kar pogumno zdaj rekel. ne? Ja, sem rekel, da podpišem. S krvjo. S krvjo podpišem to. Pa imaš Tem- uvod za podcast, Jerry. No, vidiš. V tem razredu ne, više gor ne rečem, ampak v tem cenovnem razredu ga pa ni kitajskega avtomobila, ki bi se pelil tako. kot se- Omodati Jake, ti ne pridejo blizne. Ta dva zagotovo ne, pa nista slaba avta, ampak ne. Kdo pa sploh bi lahko prišel blizu, stari? Kaj pa, ko imam zdaj blank, ker nimam v glavi enega avta. Katra, Kaj še katra? Ja, ok. Ja, to, jaz sem ti jih povedal, cenovni razred. ja, se vem, ja. Ne? Kaj pa petka? Petka bi Ja, se... petka je že veliko manjši avto. Ne? Ja. Ja, ne, čakaj, To je rekel druga si zadeva. zdaj na ceno si se No, skoncentriral. tudi petka. Petka tudi, ja. Ok, no se petka se super pelejo. Koliko je pa Alpinka? Alpinka je pa mičken dražja. Ja, sam nima pa oznake AVD. Okay. A zdaj pa to deal break. Ja, je, Ne. To je samo ena od stvari. Okay. A je to serijsko AVD? Ne. Pač ta močna baterija, pa, Spet sem te najdel. dva motorja. Ne? Okay. Ne, se verjamem, da se CHR dobro pele, ker to sploh ne dvomim. Toyota ne da več avta ven, ker se slabo pele. Že 15 let, ne, 10 let. 10 let. 10 let. So takrat novo platformo dali. Koliko pa kaj piska? Aha. Ima vse hitrosti, kaj veš, kako imaš za izklop. Pred znakom. Ja, imaš kar v navigaciji, takoj, tak velik rogec. To se pravi, so oni Dobre. digitalno bližnjico postavili. Ok, ker to sem mislil, da je znoro, stari. V Land Cruiserju je bilo to. Ne razumem pa neki, naprimer, to je pa čist kar direkt disk, ki mi res ni všeč, je pa pač zasnova armaturne ploščine, ki so šli, ne bom rekel, da je kopija, ki je vseeno drugače, ampak je ta koncept Peugeotjevega iCockpita in imaš mehen volanček, pa kle velik zaslon, pod spred tako mehno kapelco. Se to vsi delajo, stari zdaj. No? Ja, ampak lej, ne bom nič govoril, pejte v salon, poglejte, usedite se, pa boste videli. Ne, Da je pač. CHR 226 interior, Jerry, to ti stari avto kaže, ki še mene Ferbec matra. Ti, Okay, Ja, pa ni tukaj majhen, kot pri Peugeotih, ampak vem, kaj hočeš reči. Mingrede, mislim, jaz na svojo višino, ko sem si idealni, to je podobna zadeva, ki sem jo tudi v nekaterih Peugeotih težavo, ne vseh, ja. ampak pač meni je porezal v del vidnega kota na merilnike. Stari, v katerem avtu sem jaz oboleval, to pa romodi, meni se zdi. Kakorkoli sem si nastavil, nisem videl, kako utrivajo žmigovci, in ker so bili na tiho nastavljeni, sem se po moje poti do Maribora z vsemi 4 pelil, ker jih preprosto nisem slišal in nisem videl, ker mi je volan prekrivil. Ne, hotel sem reči, da. Čak sem še tole, da povem, da zaključimo s Toyota CHR. Občuten napredek, izjemno uporabi. A res, kaj? Ja, seveda, res, tle ni bilo težko narediti napredka, to moramo reči, ne, ker ta, kaj je že bil ta Toyota, ki je bila res BZ4X. Kaj? Kači. BZ4X. Vsi smo nekaj govorili, BZ4X. Ta avto je bil, ampak ti si mi prej dobro povedal, iz tega sploh nisem vedel, kje je bil razlog, ker kako so oni lahko tak, bom rekel, fail, skupaj spravili avto, ki je imel on a good day. Ja, zato, ker so šli enostavno, 250 dosega, hoteli so baterijo narediti za večno, ne. In je bil tudi software tako napisan, poleg tega pa, veš, se je, naprimer, ta nov CHR ima od njega motor, ne, ampak je nov inverter, veš. To je to, kad ti moraš, to je velik, bom rekel, uveljavljenih avtomobilskih znamk se je kle upeklo. Ti pač moraš pristopiti k razvoju električnega motorja, inverterja, programske opreme, baterije, tako ko si vedno delal tudi na benzin. Se pravi, treba je stvari optimizirati, zato da postanejo učinkovite. Ja, se vem, ja. Veš, ni to. Mi poznamo to tehnologijo več kot 100 let, ampak če hočeš pa maksimum, pa res dobro stvar narediti, se moraš pa potruditi. In oni so se kle
zdaj pač potrudili in je rezultat bistveno drugačen. Koliko pa navajajo drugačen doseg? Od laboratorijskih meritev od 13,4 do 14,4. Okay. Ampak jaz sem iz enega kroga prišel 14,6, pa sem si prvoščil tudi razkošje navora, pa 4-kolesnega pogona sem prišel pa 18,3, kar je še vedno. Pa dež je padel. Ne? Ja. Je prav. A imaš ti kaj še zapovedati? Jaz Pando lahko malo omenim, ker se mi zdi, da že nismo nič, da se kar malo pozabi. Seba si jo zase privoščiš, pol vidim, da ti jo skrivaš po Dolenjski. Ne? Ja, ampak kar dosti ljudi jo pride pogledat. A res? Ja. Stari meni, jaz ti bom povedal zdaj pa nekaj, ne? Ta Panda, ne? Jaz sem se v ta avto kar mečkan zaljubil. Meni je, vidim, da mi, a veš, kaj sem jaz mislil? Da pri Pandi, da te detajli pa dizajn, vem, da smo že stokrat o dizajnu govorili, ampak jaz ne morem im tega. Boš ti, Jure, pa seba tam posnel e-crawling, pa ne vem, kaj boste še delala, pa te druge stvari. Ampak jaz ponovadi, ko avto dobim na test, sploh če je to daljši test, ker se bomo s Pando družili še do konca leta, jaz pa zgubim ta momentum s temi detajli in jih neham gledati, pa neham opazovati, zato ker pač rataš slep, kaj eno stvar vidiš večkrat. Jaz pa vsakeč, ko to Pando vidim, nekaj drugega vidim, pa najdem. In mi je ta avto tako prerasel srcu, da ti ne znam povedati. No. Bi pa nekaj spremenil iz tej Pandi. Kva? Se prve dva sedeža sta lušna, ne? Ja. Sam, če bi jih pa lahko, bi jih pa takoj prešraufal, pa bi iz Citroena C3 vzel noter zic. A ja, ker ti si mehkejši ful, ne? Ne, pa tudi pač enostavno boljši sedež. No. A ja. To ne vem, jaz nisem nič porajal. Meni sta te dva zica v redu. Ja. Kako te pa moti, kaj ergonomija te zabava? Ja, pač oprijem. Se ni nič tacga, da bi rekel, da sam pač vidiš... Šo ti po vinogradih s to Pando po strana, da te oprijem zabavo? Sem vse. Ne? Na relacijo sem šel, ampak najprej se mi zdaj zelo tak čvrst sedež. Se ni drugačno, ni narobe z njim. Sam pač ni pa, vidiš pa, da ni tako dober, kaj pri njegovemu francoskemu tekmecu. Kdo? Vsi me skozi sprašujejo, vsi, tudi ne vsi, jaz ful pretiravam, ampak dobim nemalo vprašanj na temo, kdaj bo 4x4, pa če bo ročen menjalnik, pa kdaj ročen menjalnik. Ja, ročen menjalnik pride zdaj. Ja, se bomo mi, če bo šlo tako, kot treba, bomo to Pando našo super testno kocko, ki pravimo, da bomo julija tole morali dati stran, pa eno drugo dobimo z ročnim menjalnikom. Res je kulska, ta pa drugače potegne, kot svina, ne? A to so opazil? Ta avto se premakne ful, bolj kot sem mislil. No, toliko Pandici. Dragi pandisti, mi imamo jaz imam eno prošnjo. Ja, se res. Ampak Jerry vas še ni poklical, vas bo poklical. Ne, pritisk. Mi moramo vašo tabelo Pando, ki ima odzad Abarth oznako, dati na črto z našo Pando. Kaj jaz mislim, da bo... Kaj, drag res naredimo? Ja, valjda. Klele moramo narediti na Juriš. To si mi kar zapisal, se ne pozabi. Ne? Klele moramo narediti na Juriš. Ognjeno moč, tisto je sicer naš... Čak je 100 HP, misliš? Ja, tisto, ki je Ferrari mehankar Matej Zajc negoval in se mi zdi, da je tudi v ogenjčke vložil malo več džulov, ne? A moš li kaj gor, šaleški aeroklub? Dragi pandisti, Jerry vas bo poklical. Bom na Instagram DM napisal. Dej, super. A vidiš? Ja. Digitalni človek. Ja, digitalni človek. Seveda, če mu mail ne dela. Dej, tiste mailom. Veš, kaj bomo Jerry kupili za 18 let? Mislim, za 30. Za 18 let? Kaj misliš, da me je mami sem prepeljala? Ja, začeli smo ni že zgledalo. Tega do konca life. Ega pijača skuterja ti bo kupil. Če imaš tipelco, moraš imeti tudi enega poštarskega pijača. Ne, kaj, kodo 125 bo naredil, pa bo z votačkom sem pa kaj. Ja, samo on mora imeti, če ima tipelco, mora imeti tudi pijača, onega poštarskega. No. Vprašanje, koliko cajtom še imel tipelco, veš? Tako jih ti meniš? Mal imam dileme, veš, kaj zdaj... Dej povej. Kar odpri se. Tukaj sva, talk to me. Pač se imam rad ta avto, ampak fora je, zdaj imam itak Fieste, ne mislim menati, zaradi tega, ker se mi zdi, da za ta denar bom težko dobil avto, ker se bo tako dobro pelil, plus pri Fiesti je dejstvo, da sem jaz na ta avto navezan in pač res ne vidim trenutno, da bi se od nje ločil, ampak pri Tipelci je pa tako, mislim, vrhunski avto, ne. In zmer, ko se noter usedem, se bolj počutim, ampak glih to, pač ko se noter usedem. Pač avto mi, ne vem, po 2 tedna stoji, ja, veš. Ja, vem, kako je to, ja.
Pol je pa, ne vem, no. Se skriva še nekaj drugega, jaz to čutim. Kaj? Saj Jay Leno to tudi, kakšen avto stoji, veš pa, ne? A si kakšno drugo, se zaljubil, kaj Ja. drugega želi, bomo videli. Jaz mislim, da je lepota tipelce miljiva hitro. Ej, bom tako rekel, Citroen C3, ki si ga prej omenil. Ja. Tako, no, se mi zdi, veš, kot lastnik Fiat Multipla, moram priznati, da recimo Citroen C3 mi je neprimerljivo bolj grd, kot Multipla. Multipla je to grda, da je lepa, se to je evidentno. Ampak dobro, tista gradota ji daje neko unikatnost. Kaj te je pa varala? Kaj? Težko me je varala, če tam na travenku stoji po par tednov. Klele se nekaj skriva. Dobro, mogoče ne bo presenečen. Naj bo presenečen, ampak jaz imam občutek, da je Jerry malo vse zagledal. Ej, kaj sem hotel reči, najbrž noben ni opazil, ampak nam pa to ful pomeni, da imamo atmosferci ne novo mizo, ampak kako se temu reče, Jure, novo ploščo na mizi, ne? Ja, praktično imamo novo mizo, ki je tako dobra plošča, no. A ni dobro je seba zbral, ne? Čeprav zdaj vidim, da to tudi ne bo najlažje pucati, ampak mi smo imeli, zakaj sploh to razlagam, kakšno mizo smo imeli prej? Kjer si prvo? Cirilu Pokolc, te plošče se pa hrapave. Ne. Da drsi, vse se pa nabere. Ne, ker prejšnja podlaga, ki je še zmer tled spodi, je smotana za pucati, pa občutljiva za praske, pa se neko, da mi rabimo neki, ki je ni kar neki, ampak je les. Kam smo mi pripeljali ta avtomobilski podcast? Ja. Ne, veš, zakaj sem to sploh omenil, stari? Ker sem hotel Segway narediti, pa sem ful neroden pa to. Ja, se ti gre. Ja, a ti veš, kako je seba pripeljal to sem? Se ni zdaj tukaj velika plata, ampak kar vsak avto je pa ne moreš spraviti, pa mogoče sam redno pomnik za Van to Go storitev. Aha, ja. To je pa ena položnica. Ne, nisem vedel, a tako jo je. Ja. In mi imamo sicer to lokacijsko srečo, da smo na vogalu BTC-ja in da imamo tam le Ikea zraven in da so tam tudi vedno Van to Go kombi. Za mrske je na voljo. Ne bom pa poudaril, zakaj vse je Van to Go. A bo ta petka dol padla z tega konti traka? Ne bo petka, ima grip dober. Tudi na strehi. Kako je to res poenostavljena storitev, ki jo jaz moram priznati, ne uporabljam še, pa imam že nekaj časa profil odprt oziroma account. Seba si pa kar doskrat pomaga tudi pri logistiki s testnimi avtomobili in tako naprej. Jaz poznam ljudi v Ljubljani, ki so že svoje avtomobile prodali, pa uporabljajo to. To je prej ona mobilnost, ki smo si izračunali. Ne? Ja, vem. Ti si pač... Jaz poznam nekoga, ki to dela, se samo s tem vozno okrog. Ja, ne. Plačaš, ko voziš, ne zabavaš se z zavarovanjem, ne zavaravaš z ničemer. To, ko voziš, plačaš. In to pomeni tudi v Zagreb na letališče ali pa... Ja, seveda. Ja. Kakšne take stvari. A lahko še jaz nekaj povem, kar pa res pogrešam. Tako od srca povem zdaj. Kaj? Ranč? Ja. Resno, kaj? Ja. Zato, ker ta mesec smo bili res veliko že okrog. Stari, ti imaš ta mesec koliko 5 poti, 6 poti, 5 poti, skozi ni. In zanj se mi tako milo storilo. Roki Čižman je res moj dober prijatelj in jaz ne vem, kje sem na letališču, sem sedel, meni se zdi na Malorki. Ne na Malorki, na Ibici in tako pogledam, odprem Facebook in piše, jutri makaron flash. Jaz ti presežem, da mi je kar slinca kapljala. Prav zaželel sem si unih rokovih makarončkov. Sem rekel, in takoj, ko se vrnem, bom šel pač na ranč pogledat. Sploh imam rad sredino tedna, ko on naredi neki na žlico ali pa makaron flash. Ok, zdaj bo sarme konc sezone počasi, ampak bodo pa filane paprike. A imaš ti kaj cajt, da gremo danes kaj pojesti? Jaz moram se kaj v fotoklik nekaj zate iskati. Ti, Jure, gre jutro motor pelaten, ne? Ja. To še v naslednjem podcastu povedal. Motoristično sezono odpremo. Tega motorja se prej. In to ne v Sloveniji, stari, ne? Ne. Kam gre že? Ibica, ne? Ne, na Sicilijo. Sicilijo. Fajn. BMW 450 GS. A se veseliš? Ful se veselim. Si nervozen? Tudi sem malo nervozen. Tudi si malo nervozen. Bo treba v kakšni vodi pelati, ampak kaj? Ja, malo sem nervozen, pa mačkan smo zdaj še vsi malo leseni, ne? Ja. Kljub temu, da sem se leto že z motorjem pelal, ampak ja. Cool. Imaš ti kakšno mednarodno še, Jerry? Ja, jaz imam v četrtek grem v Barcelono. Ja, ti smo kar leteč postal. Na X-Bank. Ja, mislim, me kar naokol pošiljate, se je fajn. Bom malo sveta videl. Ja, jaz grem pa, jaz grem tudi. Čakaj, da grem jaz? Čakaj, a grem jaz ta teden?
Čak, jaz sploh ne vem, kaj delam, stari. Čak samo. A nimaš koledarja? Ja, vem, samo zdaj sem malo viden. Aha, ja, jaz grem tudi. V četrtek greva oba dva, stari. Okay. Jaz grem v Španijo voziti, voziti grem ta novega RAV4. To je pa tudi kar prelomno. Fak. Ja, ok. Veš, da sem jaz enkrat Cirila pelal, ki je bil čist v paniki. Kaj? Na letališče en dan prezgodaj. In pol komentiraš... Ne, Ciril je bil kriv. Jaz sem ga sam pelal. A tudi takrat, ko sem šel na enega Citroena, ne? Kaj je že bilo? Sem pa po 15 minutah klič, kaj si že delač. Ne moram biti v 15 minutah tako delač, zakaj, kaj je? Jaz sem se šel čekirati, pa bi mogel do jutra čakati na letališče. Tukaj je bil nahajpan, tukaj je bil model nahajpan na unga Citroena, da je šel en dan prej na letališče. Na ta star brnik si še na ta unda star. Veš, ko si šel na en čist ta prvi šalterček, pa una gleda, pa je kam greste, pa je v Barcelono, no en čez München najbrž, un let 6:10 zjutraj. Pa una me gleda, star, jaz tako je zagotovo, se vem, tle da gremo pelat. Pa gleda komotor, priimk, kje je kakšno drugo, jaz ne vem, pa smo gotovili, da sem en dan prezgodil. Dobar, to je tam zunaj moja pregoda. Je pa tudi res, da sem šel na Brnik 3-krat počakati Tonija Mulca. A si ga sploh kdaj dočakal? Ja, se ga. Pa se ga, ne. Fuck. Ja, prav, fanti, kaj? A bomo še kje zapovedati, neč, dosti je, no. Jaz sem hotel čisto za na konče, ker sem pa včeraj malo gledal spet tale svoj register in sem v bistvu skontal, da bom šel pogledat malo za Ferrarija. Tako da, a bo to gibala, koliko je Ferrarijev registriranih v Sloveniji. Registriranih? Tako. Ja, ampak seveda govorimo za avtek, če bi šel v traktorjih, pol je tu, pol imamo zelo veliko Ferrarijev v Sloveniji, ampak... A imaš, ček se malo, a lahko se najprej na traktorjih ostavimo, a imaš številko za traktorje? Nimam. Okay. Ja. Jaz bi rekel, da je Ferrarijev v Sloveniji registriranih... stari. Jaz bi rekel, da jih je... Ni 36, valjda jih mora biti več. A jih je 52. Jaz bi rekel, da jih je 80. 101. Kva? Ja. Kjera lepa številka. Ful, mislim, jaz sem prav gledal tako na čaki, ker se spomnim, da v 2024, pa ne vem, če sem prav gledal, jih je bilo tako, tam okoli 76, ampak zdaj mi je Matej, ful ti hvala, mi je naredil en nov sistem, da lahko veliko bolj pregledno pogledam za specifične modele, ker prej sem dobesedno tam po Excelu iskal med traktorji. Ja. Tukaj zdaj pa, stojen Ferrari, v bistvu ena kopica različnih modelov. Te nekaj stari, to je pa kar cifra lepa. Ti naslednjič, to te pa jaz prosim. Okay. Aha, zdaj si pa ti na okus prišel. Vajenec in tudi oči so se ti zasvetile, ker vem, da bo nekaj iz registra, si začutil to, ne? Sem. No. Daj ti res pogledaj, koliko je v Sloveniji registriranih IMT-čkov. Ok, tu pa moram, ja. IMT-čko mi moramo pa... Jo, pa tu sem že gledal drugač. Tu me pa res... Nismo na zadnje že imeli neko to temo. Ne, Pinsgauer je bil. IMT-čko pogledaj, koliko je registriranih pa Tomu Vinkoviču. No. Ok, bom prečekiral. A bo to ugibala, kater izmed tehle modelov je najbolj pogost? A pri Ferrari? Ja. 360? Ne, 430. Ja. 430, ki je 14, stari moj. 14. Ena se zdaj le prodaja, in grede. Evo, če kdo išče res lepo ohranjeno 430 Spider z temno-rjavim usnem, krasno ohranjena, garažirana, poznam lastnika in naj se javi meni na Instagram. Če ne bodo takrat avto že šel, tako da veste. Pa veste, da kaj je otreto zabašeš, ne? Da se pa vroti v glas. Ja. Špricene, hormon sreče. Ja. Se pravi, to je investicija proti raku. Ja, pa lahko zaključimo. Ne. A imaš še kaj, Jerry? Jerry. Ja. Dej kar še. To sem tudi gledal, ti si čez vikend objavil en story, da si v Samoboru, ne? Niso tam včasih ljudje hodili po pišance pa prašiče, a zdaj je to ratala meka Hot Wheelsu. Kdaj je v Samoboru tudi kakšen mit, pa ne samo za Hot Wheels, ampak v bistvu za modelčka nasplošno. Se mi zdi, da se je ta, ne moram reči panoga, ampak ta svet modelčkov, da se je ful razširil v bistvu tudi tako v zadnjih parih letih in se mi zdi, da so ful Hot Wheelsi temu prepomogali. Ja, le naš napis tlele, naš logotip. A Hot Wheels, Jerry, je drugač?
Hot Wheels je zdaj the man med modelčki. Ja. Ja. Ja, ampak To je veš, najbolj množično. Ampak kaj, okay. Dajmo tale zemljevid malo nastaviti, dajmo malo to orisati. Aj Hot Wheels, tako kot bi rekel, med znamkami, pa zdaj, ki nam bo še najdel Volkswagen, nek standard, v redu, super, pa imamo pa tudi take, ki so pa, a veš, kaj je malo umesti znamko Hot Wheels v tem svetu, ker valjda, da je znamk pa ja. ponudbe, To kakovosti. se je pa z Mažoretom zgodilo. Bom tako rekel, če bi Hot Wheels pač na zemljevidu modelčkov ni samo ena država, ampak je bolj cela celina. Pač to je res tista prehodna droga, bi lahko temu rekel. Veš, ker to res imaš v praktično vsaki trgovini in veš, najlažje je tako, pa greš tam, pa malo gledaš, pa ti je zanimivo, ker ne veš, Hot Wheels je marihuana, ne? Ja. Kaj pa je zdaj kokain, pa trde droge, To bi pa pa rekel, heroin, pa... tu se pa Ne bi se bolj začne... lepš slišalo, da je Hot Wheels Toyota Corolla, kot marihuana. Je nekaj rekel trde droge. Za avtoček sta... Prehodna. Nekaj izobraževanja, ona dva najbolj razširjena avtoček na svetu, ona dva pomočta v droge. Ne. Ta jaz ga že gledam, Ne. prehodna droga, marihuana, kokain. A veš, ampak vseeno, jaz imam 600 teh Hot Wheelsov doma, oziroma pre 600 sem nehal šteti, tako nekaj Na, tukaj, a veš. Pustimo imena drog, le sem jaz upgrade naredil po nepotrebnem. Ne, dej povej mi, kaj so še recimo playerji drugi. V bistvu, tem načeloma, začne se s tistimi mail-lini, pač običnimi, ki jih v trgovini ali pa v Teriju najdeš za evro. Mainline. Ja, Okej. pol imaš pa v bistvu kar neke nivoja, veš, pa imaš take tematske, ki imajo malo več detajlov, pa so bolj kulski, pa so recimo 4-5 evrov, pa imaš pa recimo takšnega Mercedesa, ki si ga ti prej le vrtu, ki je pa premium, pa ima tudi v bistvu kovinski poden, gumijasta kolesa in ima pa že tudi boljše detajle, ne. In pol imaš pa v bistvu še eno vrsto drugih znamk, mislim, pač proizvajalcev, seveda tukaj vmes imaš tudi take druge, ki jih najdeš v trgovini, ki so zdaj morbiti mičken manj relevantni, kot so bili včasih, torej Mažoret, Matchbox. A to še obstaja? Matchbox, ja, to je v bistvu isti lastnik kot Hot Wheels, ne. Aha, okay. No, pol imaš pa res tiste ta hude modelčke, ki misliš, tako, no, je pa en modelček za 13 evrov. In to je drugo, a veš, ampak tu je, pol pa prejš do kakšnih Kaido Houseov ali pa mini GT-jev, to je pa čisto zgodba zase, ki ima pa vse bom en klip tukaj čez prepel, ki ima en tak modelček v Marilu 1.64, ima tukaj detajlov, da te prav pač osupne ta, veš. Je pa res, da pol je tudi eksponentno, ampak se mi zdi, da eksponentna je tudi cena, ne, ampak pol pa, mislim, Hot Wheels svet je pa unikaten zaradi tega, ker imaš razne edicije, pa tu ima itak že tuk zgodovine, da so potem nekateri modelčki res iskani, mislim, veš, ko prejš na Hot Wheels srečani, se spomnim, ko je bilo v kaj že? Samoboru? Ne, v Tržiču? Ne, gor na Štajerski je bilo, ampak sem se menil z Šentilju? Ja, Šentilj. Ki so bili na kupu trije, Nissan Skyline, rumeni iz ene konvencije, seveda pač Hot Wheelsi, ki so bili full redki in je bil tako en kos 800 evrov. Pač, da ne, je stari. To je absurdno. A čakaj, to merilo, ta mali? Ja, pač ta mali isto zapakirani, a veš. In to je, mislim, tega je full, pa so razne konvencije, pa različni edišni, pa pol ima še chase, ki so take bolj redke variante. Konc koncev imaš tudi med tistimi, ki jih najdeš lahko pač v obični trgovini, imaš super treasure hunte, ki so tudi posebni, zdaj je bil en Ferrari F40, ki se pa za neke absurdne cifre tudi prodajo, a veš, in pol. Je folk tudi zaradi tega napolnil navalil, ne? In zdaj je pač res ogromen hype glede tega, ampak mislim, zanimivo je, kako se je to razvilo, ampak veš, pol pa na neki točki pa pogruntaš, shit. Jaz imam res tako, meni se zdi, da na tej točki, če vse skupaj seštejem, ima mene 800 modelčkov, ne, in pa je tako... Kam pa ti to daš model? Sem mogel... Štufe vam popredali. Sem mogel generalko narediti, da sem lahko vse malo razbasil, stari. Nekaj moram narediti. Lej, Jerry, nekaj boš naredil, lej. To sem jaz razmišljal, kad ti... Da boš imel ta inženirski vibe. Sem se zdaj, da mi je svanulo. Dajmo mi te... Če investiramo vsak neki, bomo mi dva nekaj naredili, ne? Da malo preverimo kakovost teh modelov, ali ta iz Hoferja, kako mu že ti rečeš, osnovni
Mainline. Ja. Veš, kaj bomo naredila midva? Midva bo postavila enega mainlina, enega 3 stopničke pol vseh Hot Wheelsov, pa enega, tu bom šel pa jaz kupiti enega tega Kaido, ki je to drag. Pa jih bova pustila eno leto na moji terasi, na strehi. Naj jih pere, naj sonce gor sije, naj točar videl, pa bomo pa videli, kjer bo po enem letu za obnavljati, kjer bo pa za spucati, pa da ga daš v vitrino. Ja, A smo za? To bi bilo ful zanimivo. Top. Jaz sem mislil, da boš predlagal crash test, jaz bi to. Dobro, klej je že malo težko, ker ta je kar solid narejen, bi ga mogel že res. Vem, ja. Ne bi bilo fair, ne? Drugi Newton je zakon. Kako je moj range? Ti si majorette range, se ne vem. Dej ga Jure, dej ga dol, uči spodna črtica. Tu ali pa nore v neki. Dej, da vidim, ker ta vem, da je prav težek kasvina, ki je kovina. Ne, ni ista. Dej mi ga v roko, no. Dej tole probi, no. Čakaj. Dej mi, zdaj tle šlatamo, pridite na YouTube pogledati. Se ne, da sem glih jaz včeraj Hot Wheelsa doma tehtu za video. A res? Ja. A dej nekaj. Ford Fiesta, modelček, 31 gramov ali koliko. Ne, 27. Mattel je ta, le. Sem videl, pa resno mislite s temi. Matchbox. V glavnem, le 5 jih zbereva, ne. To bi bilo, dajmo to narediti, ja. 5 jih zbereva, ti petun mu črnuče kupete enega Kaidota, ti bom jaz dal denar. Enega tega mainlina, pa jih bova lepo poredžala, od spod bova dala duct tape, ga butneva na siko gor, pa bodo bivakerali. To lahko naslednji teden naredimo, ko jaz pridem s poti. Se jaz tudi. Da je to posnet, stari. Ja, kva si pa mislil? Čak, tu moramo tudi malo timelapse narediti. Ja, ne vem, taj timelapse boš kaj ti dal, za pol leta timelapse delati. Ne, za pol leta. Enkrat na teden, pa pustimo 10 minut gor, naj se malo oblaki čez njih šetajo, ne? Ja. Pa da vidimo mi malo to kvaliteto, ne? Da bomo mi pogruntali, da tu nič ni cinkano, nič tako, da v bistvu med unim navadnim linom pa unim ta hudim linom je v bistvu... Ja, za vse tiste, ki dajo avtočke na strehe zunaj, ne? Itak. To bova naredila, polih bova pa še spustila, da bo videla, če se bodo še vsa kolesa vrtela, pa tako, ne? Ja, itak. Če vas slučajno drugače zanimajo modelčki, bi se moral dal shout-out Facebook skupini Hot Wheels Slovenija, pač tam je res vse živo in je tudi ful dober ambient, tako da če te zanimajo, pač ti mali modelčki, karkoli že, mislim, tam vidiš tudi kaj prahaja, tudi določene zadeve se prodajajo in je res pač ta Hot Wheels community na enem mestu. Jerry, sam nekim... Mi da smo se že kar zgodili, ne boj. Nekaj ti moram pa pomniti, ker tu me pa zdaj resno zaskrbelo. Prej sta videla o teh drogah, ta je šel zdaj Hot Wheels Fiesta, tehta 32 gramov. 27. Da nam ti kakšno idejo tu miksati, pa si kaj užilo špricati ta Hot Wheels. Da nam kje te za kakšne nanodelce pobirali. Ej, Jerry, zdaj pa če pogledaš tle moja to zbirko, a se ti zdi, da imam v redu okusa, kva jaz kaj narobe delam ali prav ali kva? Moja zbirka je rekel. Ja. Mislim, naša zbirka. Ja, naša zbirka. Cirilo privat, blog. Ne, mislim, meni se zdi cool. Skozi to sem že, takoj, ko sem se vam pridružil, sem naredil en tak mini review, mislim. Ja, mu dal linka, ne, Jure? Ja, itak. Je ene par takih zanimivih vmesa, veš, ker tukaj je čisto odvisno od leta, pa recimo tale RS2 trdeča je, če se prav spomnim, iz 2023, pa za 2024 recimo, je bila spet v neki drugi barvi in je ful zanimivo, ker v bistvu glede na leto, na katero je šlo, ima tudi pa različno ceno, pa vrednost in vse živo, pač cela neka ekonomija je. Še nekaj, nismo še konc. Ej, dej, ko se zbira, a je to najbolj popularno merilo za zbirati avtočke? Ja, mislim, včasih je bilo, zdaj, mislim, včasih so bili večji modelčki bolj popularni, zdaj pa glih s temi Hot Wheelsi se je pa tukaj razširilo, da jaz bi rekel, da pač 1.64 je default. Mislim, jaz doma imam eno Fiesta, v merilu 1.18 in nisem krasen modelček, ampak veš, če tako pogledaš, pač mene je tisti modelček prišel skupaj s poštino 85 €. Demokratizacija, bom rekel, ne, zbiranja pa razširitev med maso s takšnim merilom. Červi, Hot Wheels, živo si pogledati v zabaviščni park. A res?
Že Jerry kar nekaj gost rata v podkastu, vidiš, pa ga malo sprašujeva, vidiš. Ne, mislim, meni je čisto cool. Mislim, jaz Ja. bi lahko glede modelčkov vse v nedogled pogovarjal. No super, to ne bo rubrika, ker Jerry, kva je frišenga, veš. Kakšen poligon kdaj narediš doma na deki? Jaz, ko sem bil majhen, ko sem bil tako star kot ti, ne, sem si poligon naredil malo za off-road. Pa. Ja, jaz še vedno gojim uno, ne bom sploh na glas povedal, nima veze. Ne povedati za Ne, ne bom. Ne bom. Ok, V folk. glavnem, pol naslednji teden štartava mi dva vremensko komoro. Ne? Dajmo. Ja. Folk Koliko je lepo ta se kaj mete. do 13 evrov? 15. Nam se zdi, da je tam 26, 27. Dobro, evo, viš. No, ja, pa bo šlo. 50 evrov je budžet, dajmo nekaj narediti. Dajmo narediti, dajmo jih na streho, pa da vidimo, a se bodo In the name postarali. of science. Ja, se bo nam počasi že sebe pridružil, a? Ta naš kolenčkar. Ja, jaz ga čakam, kumi. Dobar. Ne. Ja, Imamo kar veliko dela, tako da sebo je dobrodošel nazaj. naj ti bo sebe, pridno. Prosim. Ja. Folk lepo se mete. A je še optiko narediti, da mu ne bo pete pobiralo, veš, Ja. na superga. A ta rekla dio? Nasvidenje ljudje. Ajde. Dober. Zdaj pa pojmo jesti. Ja, da pojmo.